in padeš tudi v vodo. Hej, te zanima, kako bi pa gasilec ukrepal v primeru poplav? Dajmo ga vprašati. Matej, živjo? Živijo. Matej, zdaj že fajn preštimo, da lahko greš drugim pomagati. Ampak kaj bi pa naredil, da bi bil doma, pa bi tvojo hišo začel poplavljati? Ja, če bi že prejšnji dan napoved kazala, bi sigurno pripravil protipoplavne vreče. Če pa že pride do tega, bi pa seveda najprej sklopil elektriko, plin, vredne stvari pospravil in pa se premaknil više nadstropje. Če bi bilo pa treba, da je že večja ujma, bi pa poklical reševalce, gasilce. Rečemo, da je še bolj mehna ujma, pa res sam 20 centi vode tam po cesti. Je to še dobro, da se jaz umaknem nekam drugam iz bajte? Ali... Bolj da ne, ker včasih so tudi kakšni jaški in lahko tudi jaške se dvignejo in padeš tudi v vodo. No. In kaj ne veš, kaj je podudno blatno vodo? Sigurno, da ne. Če tudi tebe zanima, živiš na bolj poplavnem območju, lahko to zdaj zelo simpel preveriš. Naloži si aplikacijo Triglav. Na njej boš točen dobil za svojo lokacijo, koliko je nevaren, da vam bajto zalije. In če preverim zase, ja, nam kaže srednja ogroženost, ampak ne vem, če zmer rajš hišo zavarujem in takrat se ne obadam s tem, kako bom financiral obnovo fasade.